Se bliža konec CBDC-jem. V drugih novicah pa tudi Trumpova kriptouredba povzroča zaskrbljenost v EU. Poljska prehitela El Salvador, v kratkem vam tudi razkrijemo v čem, in Jim Cramer priporoča Bitcoin. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz, ki prepoveduje izdajo in uporabo digitalnih valut centralnih bank, CBDC-je, v ZDA. To je razveselilo številne v kriptoskupnosti, vendar bi lahko vplivalo na projekte CBDC po vsem svetu. Medtem ko so maloprodajni CBDC-ji namenjeni široki uporabi, strokovnjaki menijo, da bo razvoj veleprodajnih CBDC-jev, ki se uporabljajo za bančne transakcije, še naprej napredoval. Evropska centralna banka poudarja, da je digitalni evro ključnega pomena za neodvisnost in finančno varnost Evrope. Kljub ameriški prepovedi države, kot so Kitajska, Izrael in Avstralija, še naprej razvijajo lastne CBDC, kar kaže, da bo digitalna prihodnost denarja še vedno v središču globalnih finančnih razprav. Je razvoj CBDC-jev negotov? Kaj menite vi? Komentirajte spodaj. ZDA trenutno obvladujejo trg stabilnih kovancev, saj dolarju vezani stablecoini predstavljajo kar 97% celotnega trga. Evropska centralna banka opozarja, da bi to lahko dolgoročno ogrozilo finančno avtonomijo Evrope, zato EU pospešeno razvija svoj digitalni evro. Trumpova administracija je svojo novo uredbo jasno nakazala, da namerava podpirati rast dolarju vezanih stablecoinov, hkrati pa prepoveduje izdajo CBDC-jev v ZDA. To je v EU povzročilo skrb, da bi lahko dolar s stablecoini dodatno utrdil svojo globalno prevlado. Medtem ko mnogi vidijo Trumpovo odločitev kot podporo kriptu, nekateri menijo, da gre predvsem za zaščito dolarja kot svetovne rezervne valute. V Evropi očitno stremimo v prav nasprotni smeri. Če so ti novice do zdaj všeč, pritisni všeček, deli ta video s svojimi prijatelji, komentiraj spodaj in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš naslednjega videa. Poljska je z 219 aktivnimi Bitcoin bankomati postala peta največja država na svetu po številu kriptobankomatov, prehitela pa je celo El Salvador. V zadnjih 4 mesecih je Poljska namestila 24 novih naprav, kar kaže na vse večje zanimanje za dostop do kriptovalut. Po drugi strani pa El Salvador, ki je bil nekoč vodilna država pri sprejemanju Bitcoina, ni več širil svoje mreže bankomatov. Po besedah tamkajšnjih oblasti to ni nujno slab znak, saj vedno več ljudi uporablja Bitcoin za vsakodnevna plačila neposredno iz svojih digitalnih denarnic. Kljub temu se globalna mreža kriptobankomatov še naprej širi s skoraj 38.100 delujočimi napravami v 65 državah po vsem svetu. Saj res, koliko jih pa imamo pri nas? Ali se je to število kaj povečalo? Znani finančni analitik in voditelj oddaje Mad Money, Jim Cramer, je presenetil gledalce s priporočilom, da je Bitcoin odličen dodatek k naložbenemu portfelju. To je presenetljivo, saj je pred letom dni dejal, da se kripta ne bi dotaknil v milijon letih. Njegov preobrat je sprožil različne odzive. Nekateri menijo, da je to pozitiven signal za Bitcoin, medtem ko drugi opozarjajo, da je Cramer pogosto nasprotni indikator, saj njegove napovedi pogosto ne zadanejo. Bitcoin trenutno ostaja nad mejo $102,000, pri čemer mu pozitivno regulativno okolje v ZDA dodatno koristi. Kljub vsemu se zdi, da Cramer zdaj verjame v dolgoročni potencial Bitcoina bolj kot v podjetja kot je MicroStrategy, ki se močno zanašajo na gibanje njegove cene. Zakaj, Jim? Zakaj? Hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednjem Kriptopulzu.